Torej, hudi duh stopa v naše življenje na različne načine, najprej preko skušnjav. Skušnjava je njegova najpomembnejša značilnost in sicer skušnjava sama še ni greh. On nam predstavi greh kot nekaj dobrega. Nikoli se mi ne bomo odločili za nekaj slabega, vedno se odločamo za dobro in potem hudič to nam predstavi greh kot nekaj dobrega, zato se potem odločimo za greh. In tem je njegova taktika, ker on je oče laži in vedno nam laže. Potem pa je njegovo še izredno delovanje, ker lahko deluje in vpliva na nas, to je preko družinskega debla, to pomeni, če so moji predniki naredili kaj hudega, storili kakšen greh, ki ni bil odpuščen, potem lahko tisti greh vpliva tudi na nas potomce. Potem so naše notranje rane. Recimo najbolj pogosta notranja rana je, da nisem bil ljubljen, nisem bil sprejet in takšen človek ima potem celo življenje probleme in skozi to rano lahko potem tudi hudič stopa v njegovo življenje. Potem tretje vstopno mesto so naši osebni grehi. Tukaj smo, bi lahko rekel, vsi najbolj doma, vsak izmed nas greši in najbolj pogosti greh, s katerim se moramo ukvarjati, so v glavnem splavi. Prihajajo žene, možje, ki so obremenjeni s tem grehom in tukaj lahko hudič stopi tudi v tem smislu, da lahko tudi pride do posedanosti, obsedanosti zaradi splavov. In tukaj je najboljše sredstvo seveda potem spoved, pa kakšna maša za splavljene otroke in zadeva se potem navadno reši. Potem četrto mesto so razne satanistične prakse, to je okultizem, magija, spiritizem, to je klicanje duhov, potem razni uroki, zlasti vodu, potem razne oblike prekletstev in pa potem alternativna medicina, na primer homeopatija, akupunktura in razne te podobne new ageske zadeve, ki danes imamo koliko hočete. In potem peto vstopno mesto je pa naša brezbrižnost, nevernost, oddaljenost od Jezusa. Človek, ki ni z Jezusom, ima veliko možnost, da bo hudi duh stopil v njegovo življenje in mu delal probleme. Ja, tega se danes ljudje veliko poslužujejo, predvsem iz radovednosti, recimo rečejo, vse jaz tako iz radovednosti preberem horoskop, ne. Ampak gledajte, a pa rečejo, za hec ga preberem. Tudi če ti strup spiješ, za hec bo deloval, ne, tako da to podobno je tudi s tem. Tako da vsemi temi zadevami se mora človek najprej prepričati, s čim se ukvarja, zakaj, čemu. Danes je zelo popularna joga, zelo popularne so razni obiski raznih vedeževalcev, radiestezistov, bioenergetikov, vse to je lahko tudi vstopno mesto za zlo. Ja, največja zaščita je sam Jezus Kristus, on je prišel, da nas odreši. Da se pa zaščitim je pa, da živim življenje z Jezusom, to je zlasti zakramentov. Tukaj je velika pomoč, je najprej seveda spoved, potem Evharistija, obhajilo. Zelo različno, kako daleč je hudič vstopil v njihovo življenje. Ko pridejo ljudje k meni, najprej se pogovorim z njim, da ugotovim, kje je hudič vstopil, potem je navadno ena dobra spoved potrebna, to je bistveno. Potem spreobrnenje, se ta človek odloči za Jezusa in ko živi, to kar sem že prej dejal, je zakramentom, navadno osvobojen. Če še pa ni, pa potem potrebno še kakšna molitev egzorcizma in to včasih je potrebno enkrat, dvakrat, trikrat, odvisno od človeka, koliko je pripravljen sodelovati z Božjo milostjo. Zdaj s hudičem je tako. Hudič je kakor pes privezan na verigo. In če se mu ne približaš, ti ne more nič, ne.
Če se približaš, pa se igraš vsem mogočimi zadevami, potem pa je lahko kar hudo. Tako da jaz bi gledalcem priporočal, držite se Jezusa, bodite z njim in se vam ni treba ničesar bati. Kdor je torej z Jezusom, je zaščiten, zavarovan pred vsakimi vplivi zla.